Spoštovani zbrani. Današnja spominska slovesnost je namenjena dogodkom, ki so se zgodili pred 70 leti. 8. marca 1945 v Bočkovski gravi. V mirnem, skritem kraju so ustrelili 19 talcev, ki so jih pripeljali iz ptujskih zaporov. Ustreljeni talci so bili iz različnih krajev Slovenije. Odjeknili so streli in končala so se življenja sinov, bratov in mož. Umrli so za svoj narod, za svojo domovino, za lepši jutri in za svobodo. Spominsko slovesnost bomo začeli s prihodom praporščakov Združenja borcev za vrednote Narodno-osvobodilnega boja Ljutomer, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, Območnega združenja slovenskih častnikov, Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje, Prostovoljnega gasilskega društva Mala nedelja in Radoslavci. Praporščakom poveljuje major Joško Ladiha. Prosim podžupana občine Ljutomer, gospoda Boruta Zemljaka, za nagovor. Spoštovane občanke in občani, ko danes stojimo tukaj, si nas večina verjetno sploh ne more predstavljati sveta, kakršen je bil pred 70 leti. Včasih si že 10 let nazaj zdi kot drugi svet. Pa vendar, spreminjanje sveta je nenazadnje edina stvar, ki se nikoli ne spremeni. Zato si tudi ne moremo predstavljati strahu, s katerim so se ljudje takrat prebijali skozi vsak dan posebej. Pa vendar, vsakdo, ki je bil priča tistih časov, zna pripovedovati o njih, kot da so se zgodili nedavno. Notranji svet posameznikov, ki ga je pustil pečat tistega časa, minevanja ne šteje v letih. Čas tam ne obstaja. Dogodki, kot je današnji, ostajajo živo vžgane v spomin bližnjih, ki so jih davnega leta 1945 padli pustili za seboj. To je zagotovo težko breme za vsakega človeka. Pregovor pravi: povej mi, kaj ti je pomembno, in povem ti, kdo si. Pomembno je, da se spomnimo cene za svobodo naroda in da prisluhnemo ljudem, ki so bili del tega obdobja naše zgodovine. Pomembno je, da se spominjamo in predvsem, da začutimo hvaležnost do ljudi, ki so pogumno stali skupaj za naš narod do zadnjega diha, in da začutimo hvaležnost, da nam danes vseeno ni tako hudo, kot večkrat radi potarnamo. Slava jim! Z vsem spoštovanjem vabim na oder osrednjo govornico na današnji spominski slovesnosti domačinko, tovarišico Vido Potočnik, članico predsedstva Združenja borcev za vrednote Narodno-osvobodilnega boja Slovenije. Prosim. Drage borke in borci, dragi veterani vojne za Slovenijo, spoštovani gospod podžupan, moje drage domačinke in domačini. Iskrena hvala za to povabilo, da lahko spregovorim ob tako pomembnem prazniku.
in to pred vami, in ne zamerite mi, če bo tudi v meni kanček nerodnosti, izrečene besede, mogoče tudi malo napak, ker vas spoštujem, ker vas cenim, ker vas imam rada. Kamorkoli sem šla v svet. In seveda naj na začetku prenesem iskrene in lepe pozdrave od predsednika Zveze združenih borcev za narodno-osvobodilno vojno, gospoda Tita Turnška, in častnega predsednika Zveze združenih borcev, gospoda oziroma tovariša Janeza Stanovnika, ki sta še me posebej napotila, naj Prlekijo, prave prlečke in prleke posebej pozdravim. Danes je dan, ko se spominjamo, ko se priklonimo in zahvalimo vsem tistim, ki so v trenutku ne najlepšega dela zgodovine Slovenije rekli in stopili skupaj za zavezniki. In seveda rekli ne razkosani Sloveniji. Rekli ne tistim, ki nas izdajajo in prijeli za puške in za dolga leta zapustili svoje domove. To je del zgodovine, ki je samo kamenček v mozaiku, ki se nam je dogodil leta 1991. Danes so velike debate, ali je bil to pravi dogodek, ali je bila to pravilna odločitev. V sebi sem globoko prepričana, da še kako. Če bi pristali takrat na razkosanje Slovenije, na izseljevanje, kot veste, ta del naj bi bil nemški, nikoli več slovensko govoreči, danes ne bi sedeli tukaj in praznovali in se priklonili tem dogodkom. Res je, nisem preživela teh časov, sem pa iz družine in mama in oče sta mi velikokrat pripovedovala. Mama je tukaj, v naslednjem hribu je njena domačija, bila izgnana kot mlado dekle v Srbijo. 6 let je rabila, da se je vrnila domov. Oče, tako kot večina moških štajerskega dela, je bil najprej mobiliziran v nemško vojsko in kasneje pobegnil med partizane. Nista veliko govorila o dogajanjih. Videla sem v njih bolečino, videla sem v njih žalost, pa vseeno besede, ki sta mi jih položila in polagala venomer. Vika, kamorkoli boš šla, krivic ne boš mogla popraviti. Trudi pa se, da bo svet lepši, da bo svet solidaren, da bojo ljudje med seboj prijatelji, sosed sosedi, tako kot govori tudi naša himna. In seveda, prosim, poskušaj skupaj spravljati različne. Razlike nas naj bogatijo, ne pa ločijo. In kamorkoli sem šla, sem se spominjala teh besed in verjemite mi, tudi takrat, ko sem kot mlado dekle odšla v Beograd in že zaslutila, da se bo Slovenija oziroma da se bo Jugoslavija počasi začela cefrati. Besede partizanov, besede njihove odločnosti, besede tega časa slovenske zgodovine so mi velikokrat bile tudi podpora, da sem še bolj smelo zagovarjala ne samo slovensko besedo, ampak tisto, za kar se je Slovenija tudi trudila, za to, kar je izbojevala z našimi veterani, tako policisti kot tudi teritorialci in seveda takrat za smelo in odločno politiko. Srečna sem, ker živim v deželi majhni, pa tako bogati in tako pestri. In če kdo ve, kaj je kriza, in če kdo ve, kaj je pomanjkanje in seveda tudi revščina, potem je to ta prleška dežela. Ampak nikoli nismo zaradi tega obupali. Zmeraj smo si kot sosed sosedu pomagali, zmeraj smo našli tisti delček sredstev, da so lahko mladi odhajali v šole. Šli smo velikokrat s trebuhom za kruhom v tujino, da smo lahko obnovili svojo domačijo in nikoli pozabili svojce, nikoli pozabili slovensko besedo, tisto kleno, prleško besedo in seveda prepričana sem, da je Prlekija dala v svoji zgodovini nekaj najpomembnejšega in najbolj plemenitega za razvoj celotne Slovenije. Že pred drugo svetovno vojno. Tukaj imamo polno pomnikov v tem kraju,
ki nam najbolj v ponos, od Razlaga, Krempla, Miklošiča, Kocbeka, Grossmana, ogromni ljudi, ki so tako zaznamovali ta slovenski prostor in seveda dali prepričanje, da se tudi v najhujših trenutkih in največji revščini zmore in more. Ali sem zadovoljna danes z situacijo, kakršno je? Ne. Tudi zato nisem zastavljala in prepričana sem, tudi ne moja starša in vsi vi, drage borke in borci, in tudi vi vsi veteranke in veterani, da živimo danes v deželi, kjer je konflikt, kjer je grabež, kjer je pohlep po denarju, pohlep po imeti čim več, tako prevladal nad tem slovenskim, nekaterimi v tej deželi. In to boli. Boli me, ko gledam vrste pred Karitasom, pred Rdečim križem, ko slišim, da približno tretjina otrok nima za malico, ko slišim, da je 90.000 žensk v hudih situacijah zaradi domačih razmer. To so stvari, za katere nisem postavljala in zastavljala svoje besede. In prepričana sem, da tudi vi. Ne. Zato vas prosim, vse prlečke in prleki, tako kot s kmečkim oporom, tako kot z besedo, dvignite svoj glas. Dvignimo se in uprimo se vsemu pohlepu, vsem tistim, ki nam hočejo razprodati vso naše gospodarstvo, ki nam hočejo vzeti dostojanstvo, ki nam hočejo vzeti znanje in možnosti, da se izobražujemo. Naj bo srednja šola, gimnazija Miklošičeva nosilec tega zagona in pogona, kajti ona daje tudi najboljše dijake za zlate maturante in daje tudi tisto, kar je najbolj potrebno v naših krajih. Znanje, razum in srčnost. Ne dovolite, da tepta kapital vaše dostojanstvo. Ne dovolite, da kapital uniči dobre medsosedske odnose. Stopimo ponovno skupaj in bodimo ponosni na našo Prlekijo, častno deželo. In še nekaj, drage moje, sorojakinje, rojaki. Jutri bo, ali pojutrišnjem, je 8. marec. Tako malo zgodovina govori o pomenu žensk v slovenskem narodno-osvobodilnem gibanju in tudi tako malo govori o tem, kakšen vlogo so imele. Mislim, gospodje, da boste priznali, da so imele izjemno vlogo. Da so čuvale domove, da so varovale najbližje, da so velikokrat morale tudi skrivati nekoga, ki veste, da je tudi to ozemlje osvajal, pa vseeno niste izdajali. Enako tako tudi v letih 91. Govorimo samo o procesu JBTZ, rečemo, kot da je to ta prelomni dogodek, zaradi katere je Slovenija se osamosvojila. Ne, proces je trajal veliko dlje in ženske smo imele tukaj zelo pomembno vlogo, da ni prišlo do še hujših tragedij in prelivanja krvi. Zato, drage moje gospe, drage moje krajanke, vse lepo za vaš praznik 8. marec.
Človeško življenje je dragocenost, za človeka samega največja, saj mu le življenje daje izjemno priložnost biti, bivati in delovati v zelo omejenem času in v zelo omejenem drobcu vesolja. Vse drugo, prej in potem, je skrivnost, o kateri lahko le ugibamo, domnevamo ali verujemo vanjo. Rojstvo je začetek, življenje je pot. Eden izmed znanih, žal že pokojnih Slovencev je zapisal: v življenju mi največ pomeni življenje samo, trenutki, sreča, spoštovanje, zaupanje, razumevanje, strpnost, pot. Ne le uspehi v šoli, v službi, ampak prizadevanje, kako pomagati soljudem. Polni življenja, upanja in želja pa so bili tudi malonedeljski talci, ki so jih pred natanko 70 leti iz ptujskih zaporov peljali v Bučkovsko grobo na njihovo poslednjo pot v življenju. Tudi oni so bili mladi, polni energije in polni načrtov za lepše življenje. Bili so prijazni, pošteni in dobri ljudje. Življenje so pustili v naših krajih. Umrli so za nas, zame, zate, za naše naslednike, za našo domovino. Spominjamo se jih z naslednjimi besedami. Od njih samote ne išče med stvarmi, ki se morajo iz ljubezni dati. V šelestenju trav me išči, ki jih veter upogiba in se mu s slastjo vdajajo. V koreninah sen segajočih v srci zemlje. V vseh stvareh, ki se morajo iz ljubezni dati in iz ljubezni jemljajo,
me išči. Povsod sem jaz, je moja velika ljubezen. Slava njihovemu Spodu.